Florida. Vsako leto porabi milijone za odstranjevanje nečesa, kar bi lahko bilo vredno milijard. Ob obali Mehiškega zaliva in Atlantski obali so plaže pokrite z gorami gnijočih rjavih morskih alg. Zavohate jih, še preden jih vidite. Turisti se temu izogibajo, hoteli izgubljajo rezervacije, mesta pa porabijo milijone samo zato, da ohranijo plaže uporabne. Alga sargassum prihaja vsako poletje in vsako leto se zdi, da je vse huje in huje. Toda Kitajska je našla način, kako to spremeniti v več milijard dolarjev vredno industrijo, medtem ko ZDA zaostajajo. Če se julija peljete južno po avtocesti I-95 med Palm Beachom in Miamijem, vas vonj doseže še preden pridete do plaže. Potem ga boste zagledali. Rjava stena gnijočih morskih alg, ki se razteza več kilometrov vzdolž obale. Vsako jutro jih traktorji pobirajo, pograbijo jih, odpeljejo jih s tovornjaki in do sončnega zahoda jih je spet več. In cikel se začne znova. Pesek v parku South Point maja 2026 je bil videti manj kot plaža in bolj kot mokro rjavo blato. 3 traktorji so ga obdelovali več kot 1 uro, medtem ko so obiskovalci plaže stopali čez debele kupe, da bi prišli do vode. V Bell Harbor ju je Victoria Brosman obupala nad svojim dopustom in odšla domov. Za Miami Herald je povedala, da je njena družina celo poskusila v hotelu na Key Biscayne v upanju na čistejši pesek, a so naleteli na isti problem. Fotografije z tega potovanja, je povedala, ostajajo pri njeni družini kot opomnik, da Florida ni več počitniška destinacija na plaži, kot je bila nekoč. To je scenarij, ki se odvija v vsaki obalni okrožji v državi vsako poletje. Univerza Južne Floride že leta spremlja cvetenje iz vesolja. Njihov satelitski sistem je leta 2025 zaznal 37,5 milijona ton sargassuma, ki je plaval čez Atlantik. Do marca 2026 se je v novi sezoni že nabralo 13,6 milijona ton, približno tretjino več kot v istem obdobju leto prej. Če se bo ta trend nadaljeval, bo leto 2026 podrlo vse rekorde, ki jih je postavilo leto 2025, še preden se poletje konča. Pred letom 2011 nič takega, kot je veliki atlantski pas sargassuma, ni obstajalo. Prvotni vir je bilo Sargaško morje, edino morje na Zemlji brez obale. Nobena kopenska meja ga ne omejuje, nahaja se sredi severnega Atlantika. Popolnoma ga določajo 4 oceanske tokove, ki krožijo okoli njega kot stene. Zahodno ga omejuje Golfski tok, severno-severnoatlantski tok, vzhodno-Kanarski tok in južno-severno-ekvatorialni tok. To morje obstaja, ker ga ustvarjajo tokovi, krožeči vrtinec, ki ujame vse, kar vanj priplava. Stoletja so se ga mornarji bali. Tokovi, ki določajo njegove meje, so ladje v njem zadrževali tedne dolgo. Plavajoče morske alge, ki jih je Kristof Kolumb opisal v svojih dnevnikih leta 1492, so bile ponekod tako goste, da so zgodnji mornarji verjeli, da lahko ujamejo trup ladje. Ne more, vendar se je mit obdržal dovolj dolgo, da je Bermudskemu trikotniku dal polovico njegove mitologije. Sargaško morje je kraj, kjer atlantska jegulja odhaja drstit in kjer mlade morske želve preživijo svoja prva leta življenja, ko plavajo med algami. Je eno biološko najpomembnejših vodnih teles na Zemlji in hkrati eno najmanj razumljenih. Potem pa se je nekaj spremenilo. Cvetenje, ki je tiho obstajalo znotraj tega vrtečega se vrtinca tisočletja, je začelo uhajati iz njega. Večina delovnih teorij kaže na iste sprožilce. Kombinacija toplejše vode in s hranili bogatega odtoka je ustvarila ogromen nov pas morskih alg, ki se razteza na tisoče milj čez Atlantik. Vsako leto raste in pošilja val za valom proti Karibom in jugovzhodnim Združenim državam Amerike. Članek iz leta 2026 z Univerze v Miamiju, z Rosenstillove šole za pomorske, atmosferske in zemeljske vede, je izvor določil bolj jasno kot kdorkoli prej. Glavni avtor Francisco Barenvera in njegova ekipa so izdelali nov model oceanskih tokov in ga uporabili za sledenje prvemu velikemu razcvetu nazaj do obalnih voda ob Gvinejskem zalivu v Zahodnji Afriki. Razcveta niso odkrili, ko se je začel. Ko so ga sateliti opazili leta 2011, raziskovalci verjamejo, da je že skoraj 2 leti rasel. Prvi opozorilni znaki so se pojavili, ko so nenavadne preproge morskih alg začele naplavljati na obalo Gane že leta 2009. Sprožilec tistega leta je bil dogodek s hladno vodo, imenovan dekarninija. Redka kombinacija s hranili, bogate globokomorske vode in z minerali bogatega saharskega prahu je izjemno pospešila rast v tropskem Atlantiku. Ta kombinacija je sprožila tisto, kar je postalo največji razcvet morskih alg na Zemlji. To ni neka nenavadna anomalija.
Količina je predvidljiva in se ji je mogoče prilagoditi. Lahko se jo spremeni v izdelek. Vsaka država, ki ujame del tega razcveta, ga je začela izkoriščati. Razen Združenih držav Amerike. Študija Oceanografskega inštituta Woods Hole iz leta 2026 je ocenila, da so letne izgube Floride samo v turizmu in ribištvu okoli 2,7 milijarde dolarjev. In potem so tu še posredne škode. Restauracije z manj rezervacijami, odpovedani najemi čolnov, hotelske sobe, ki ostajajo prazne. Skupaj to v povprečnem letu znaša skoraj 5 milijard dolarjev. V hudi sezoni se isti model povzpne na 10 milijard dolarjev. Najhujši scenarij za leto 2026 pa je znašal 13,5 milijard dolarjev. Jugovzhodna Florida prevzame večino tega. Koridor od Palm Beacha do Miami-Dadea je po podatkih študije najbolj izpostavljen pas v državi. Čiščenje tega ni poceni. Miami-Dade vsako leto porabi 4 milijone dolarjev za odstranjevanje morskih alg z majhnega števila plaž. Druge obalna mesta porabijo še milijone več. Ko so morske alge zbrane in odložene, letni stroški v regiji dosežejo 35 milijonov dolarjev. Ob širši obali Mehiškega zaliva in Atlantika stroški segajo v stotine milijonov. Vsak dolar je porabljen za zbiranje vira in njegovo zakopavanje na odlagališču. Tudi iz zdravstvenega vidika ne gre podcenjevati. Ko morske alge razpada na pesku, sprošča plin vodikov sulfit, enak vonj po gnilih jajcih, kot ga oddajajo industrijske odpadne vode. V dovolj visokih koncentracijah povzroča glavobole, težave z dihanjem in celo obiske urgence. Kuba je leta 2025 razglasila najvišje zdravstveno opozorilo, ko so preproge preplavile njeno vzhodno obalo. Agencije na Floridi so začele izvajati preverjanje kakovosti zraka na prizadetih plažah, čeprav še ne obstaja državni sistem opozarjanja. Težava pa se razteza po celotnem zalivu. Na otoku Galveston v Teksasu so se ekipe soočile s toliko prihajajočim sargasom, da jim je zmanjkalo prostora za shranjevanje ob morskem zidu. Zato so ga naložili na tovornjake in ga prepeljali čez otok na plažo East Beach. Nenaravno nastali material prihaja v tako ogromnih količinah, da lokalne oblasti porabijo milijone za njegovo zbiranje, prevoz in iskanje mest za odlaganje. 29. aprila 2026 je prebivalec Galvestona po imenu Steve povedal za Houston Public Media, da je obiskoval otok 65 let in še nikoli ni videl, da bi se sargazum tako nabiral. Tudi NOAA je to opazila. Isti mesec je agencija nadgradila svoja poročila o sargazumu iz tedenskih na dnevna obvestila. Cilj ni bil pomagati podjetjem pri pobiranju materiala, temveč pomagati lokalnim uradnikom ugotoviti, kam poslati traktorje in čistilne ekipe. Takšen je danes položaj v Združenih državah Amerike. Gradimo boljše sisteme za sledenje morskim algam, vendar nimamo boljših sistemov za njeno dejansko uporabo. In po napovedih Univerze Južne Floride za leto 2026 se bo problem morda kmalu razširil na nova območja Louisiane. Stroški čiščenja bodo prizadeli skupnosti, ki se s tem še niso srečale. Teksaška univerza AM je pred več kot desetletjem zgradila satelitski opozorilni sistem. Raziskovalci lahko spremljajo sargasum čez Atlantik in napovedujejo, kdaj bodo velike količine dosegle obalo Teksasa. Vendar napovedi podjetjem ne povedo, kdaj naj žanjejo, ampak le, kdaj naj zaženejo traktorje. In medtem ko Florida zakopava morske alge, druge države z njo bogatijo. V Cancunu in Tulumu je podjetnik Omar Vázquez Sánchez ubrali drugačen pristop. Njegovo podjetje, Blue Green Mexico, že od leta 2018 izdeluje gradbene bloke iz sargasa. Stroj zmeša približno 40% sargasa z drugimi organskimi materiali, večino katerih pridobijo iz zavržene gradbene zemlje. Mešanica se stisne v gradbene opeke, znane kot sarga bloki. Vsak dan jih izdelajo 3000. Vázquez je vodil vrtnarijo, ko je leta 2015 prišla invazija sargasa. Hoteli so začeli plačevati njegovi ekipi za čiščenje njihovih plaž. Potem je dobil idejo, da bi ga spremenil v gradbeni material. Prvo hišo je zgradil iz svojih lastnih blokov, je postavil poleg svoje vrtnarije. Ekipa se je povečala na 16 redno zaposlenih delavcev. V glavni sezoni pa na njegovih ekipah za čiščenje obale dela okoli 300 ljudi. Nacionalna avtonomna univerza Mehike je testirala bloke in potrdila, da izpolnjujejo enake gradbene standarde kot Adobe z enako tlačno trdnostjo. Hiša iz blokov sarga stane približno polovico toliko kot običajna opečnata hiša. Vázquez je iz tega materiala zdaj zgradil že več kot 40 hiš. Prva, Casa Angelita, je preživela 5 orkanov in 6 tropskih neviht. Njegovo podjetje je od leta 2021 porabilo skoraj 6000 ton morskih alg.
Najpomembnejše pri sargasu ni to, da ga lahko spremenimo v en izdelek. Pomembno je, da ga lahko spremenimo v več različnih izdelkov. To dokazujejo podjetja, kot je Carbon Wave. V svojem obratu v Portoriku podjetje iz sargasa pridobiva visokovredne spojine in jih prodaja na več trgih. En izdelek nadomešča silikon v kozmetičnih formulacijah in je zdaj usmerjen na trg korejske kozmetike. Njihovi izdelki se uporabljajo tudi v kmetijstvu in kot nadomestek za usnje. To je tisto, kar počne biorafinerija. Iz ene surovine nastane več virov prihodkov. Vsako tono morskih alg lahko razdelimo na različne izdelke. Vsak ima svojo stranko in svojo maržo. In Carbon Wave ni edini. Po vsej Karibih se vlade in podjetja trudijo zgraditi predelovalne zmogljivosti. Barbados preizkuša, kako bi sargasum spremenil v gorivo. Grenada in Dominikanska republika postavljata letne cilje predelave, ki se vsako leto povečujejo. In Evropa je šla še korak dlje. Predelovalne naprave v Franciji in na Portugalskem že sprejemajo karibski sargasum in ga pretvarjajo v industrijske sestavine za kmetijstvo in farmacijo. Veliki proizvajalci so prevzeli predelovalna podjetja in integrirali dobavno verigo. Večina alginata, ki pride na svetovni trg, gre skozi kitajske obrate. In to vključuje alginat, ki konča v ameriški hrani in ameriških zdravilih. Država je ta položaj zgradila v dobrih 20 letih državne podpore predelavi morskih alg. Kakršnokoli zmogljivost je Kitajska zgradila, jo lahko usmeri na atlantsko cvetenje, kadarkoli se država odloči, da je prevoz vreden. Kemija za vsem tem je preprostejša, kot ljudje mislijo. Ena tona mokrega sargasa ti v enem postopku prinese več izdelkov. Celične stene vsebujejo alginat, zgoščevalec, ki ga najdemo v sladoledu, zobnih odtisih in kapsulah za počasno sproščanje zdravil. Samo trg živelskega alginata je vreden več 100 milijonov dolarjev na leto. Farmacevtska različica se prodaja po približno 10-krat višji ceni na funt. Listi vsebujejo fukoidane, sladkorje, ki so trenutno v kliničnih preskušanjih kot protivnetna in protirakava zdravila. Rastlinska masa vsebuje tudi polifenole z antioksidativnim delovanjem. Preostalo biomaso lahko še vedno uporabimo v kmetijstvu, saj v njej ostane veliko dušika, fosforja in kalija. V dobro zasnovani biorafineriji skoraj nič ne gre v nič. A najbolj zanimivo dejstvo ni to, da je v sladoledu. Farmacevtski alginat je neposredna vhodna surovina za medicinsko dobavno verigo, od katere je ameriška vojska odvisna v boju. Skoraj ves se predeluje na Kitajskem. Med covidom je Pentagon izvedel izredne preglede ranljivosti farmacevtske dobavne verige. Alginati so bili med kategorijami, označenimi kot material, pri katerem smo skoraj v celoti odvisni od kitajskih obratov. Kitajska je že pokazala, da bo omejila strateški izvoz, ko ji bo to ustrezalo. Videli smo to pri galiju, germaniju in grafitu. Alginati sicer niso na tem seznamu. Še ne. Toda surovina, ki lahko premaga vse prihodnje omejitve, vsako poletje naplavi na ameriške plaže in jo nato zakopljajo na odlagališčih. Iste alge, ki na plaži v Miamiju julija smrdijo, so iste alge, ki lahko ranjenemu ameriškemu vojaku pomagajo preprečiti izkrvavitev. Dobavna veriga, ki povezuje ti dve dejstvi, poteka v celoti skozi kitajske obrate. Od sredine leta 2026 v celinskih Združenih državah Amerike ne deluje niti ena velika komercialna biorafinerija za sargasum. In zato obstaja razlog. Svež sargasum je po teži približno 80% voda. Ko tovornjak prevaža alge na odlagališče, večinoma prevaža vodo. To je približno 4 funte vode na 1 funt dejanske rastlinske mase. Stroški na tono se zaradi vse te vode močno povečajo. Sistem za sušenje lahko zmanjša vlago na 20% še pred prevozom, s čimer se stroški prevoza zmanjšajo za skoraj 80%. Tehnologija že obstaja, vendar manjkajo spodbude. Večina pogodb za čiščenje plačuje za odstranjevanje mokrih morskih alg, ne pa za predelavo suhe biomase. Sistem nagrajuje odstranjevanje, ne pa uporabo. In potem so tu še sami delavci. Čistilna operacija ustvari sezonska prevozniška delovna mesta. Predelovalna industrija pa ustvari tehnike, kemike, operaterje v obratih, posadke plovil, inženirje ter prodajne ekipe. En model plačuje ljudem, da premaknejo problem, drugi pa plačuje ljudem, da ga rešijo. Težava tukaj ni v znanosti ali želji, ampak preprosto v politiki. Do leta 2025 je celo NOAA priznavala problem. Agencija je objavila poročilo o tem, kako v Združenih državah ravnajo s sargazumom. Poročilo je popisalo dovoljenja, agencije, prekrivajoče se pristojnosti in regulativne vrzeli. Pojasnilo je, kdo je zakaj odgovoren, ne pa tudi naslednjih korakov.
Z drugimi besedami, vlada vam lahko pove, kako odstraniti sargazum. Ne more vam povedati, kako od tega zaslužiti. Toda eno ameriško podjetje se je vseeno odločilo poskusiti. Algis Organics je leta 2014 ustanovil Johanan Dujon. Podjetje s sedežem na Floridi zbira sargazum in ga fermentira s patentirano metodo. Dujon nato izdelek prodaja kot organski biostimulant. Po podatkih, ki jih je podjetje predložilo NOAA, se izdelek uporablja na več kot 5000 akrih po celotnih Združenih državah. Poljski preizkusi kažejo, da kmetje prihranijo do 20% pri stroških kemičnih gnojil, povprečni donos pa se poveča za $990 na aker. Podjetje izvaža v 10 držav in vsako leto predela več kot 1 milijon funtov sargasa. Dujon je ustanovil Algis Organics v garaži svojih staršev pri 21 letih. Potem, ko je opazoval, kako je invazija sargasa uničila turistično in ribiško gospodarstvo njegovega domačega otoka. Vlada bi plačala milijone za čiščenje plaž, naslednji dan pa so bile alge spet tam. Odločil se je zastaviti drugačno vprašanje. Kaj, če to ni odpadek? Leta 2020 ga je revija Forbes uvrstila na seznam 30x30 za proizvodnjo. Medameriška razvojna banka zdaj sofinancira njegovo delo. Podjetje svoj izdelek prodaja na Amazonu. Leta 2024 je Miami-Dade Innovation Authority podjetju Algis Organics namenila $100,000 investicije za pilotni projekt mobilne fermentacijske enote, kontejnerja s cisternami, ki lahko predeluje morske alge kar na plaži. Podjetje zdaj zbira $4 milijone začetnega kapitala za širitev poslovanja na Floridi. To je bolj ali manj celotna slika ameriške industrije sargasuma. Eno podjetje, približno 1 milijon funtov na leto, kar je v primerjavi z 38 milijoni ton, ki jih cvetenje zdaj vsako leto proizvede po vsem Atlantiku, zelo malo. Univerza Južne Floride ocenjuje, da je samo v Karibih dovolj biomase, da bi lahko pognojili vsako kmetijo v Ameriki. ZDA uporabijo le delček odstotka tega, kar naplavi. Algis Organics raste počasi. Povpraševanje obstaja. Cene gnojil so se zvišale. Sredstva za ekološko kmetijstvo so najhitreje rastoči del kmetijskega trga. Podjetje ovira postopek pridobivanja dovoljenj. Vsak korak naleti na isto oviro, ki je pokopala prejšnje poskuse v 2010 letih. Medtem pa se problem s sargasom še povečuje. Morske alge vežejo ogljik medtem, ko rastejo. Preproga se podvoji v velikosti vsakih 10 do 21 dni, saj iz morske vode črpajo CO2 za gradnjo novega tkiva. Ena mokra tona ujame več kot 400 funtov ogljika. Ko razpada na odlagališču, se velik del tega sčasoma vrne v ozračje kot toplogredni plini, vključno z metanom, enim najmočnejših toplogrednih plinov na Zemlji. Z drugimi besedami, strategija čiščenja lahko na koncu okrepi del problema, na katerega se je odzivala. Ogljični trgi zdaj poskušajo določiti vrednost odstranjevanja sargasa. Programi za izravnavo Vera in Gold Standard pripravljajo pravila za odstranjevanje ogljika na osnovi morskih alg. Obrat, ki predeluje sargas v trajne izdelke, bi lahko poleg prodaje izdelkov ustvaril še prihodke iz kredito v vrednosti več $10 milijonov na leto. Vzemimo en sam velik obseg čiščenja, približno 100,000 ton mokrega sargasa, kar je primerljivo s tem, s čimer se lahko sooči večja obalna regija v posebej hudem letu. Če se ista biomasa predela namesto odloži, tudi po konservativnih industrijskih ocenah to pomeni okoli $40 milijonov samo v izločljivih spojinah. Vsebnost biostimulantov je vredna dodatnih $15 do $20 milijonov. Potencial za pridobivanje bioplina doda še 5 milijonov. Špekulativne projekcije ogljičnih kreditov bi dodale še nekaj milijonov več. To je samo ena občina. Skupna vrednost, zakopana na odlagališčih v Floridi in Teksasu, vsako leto znaša več 100 milijonov. Temu lahko prištejemo še račun, ki ga mesta plačujejo za odstranitev tega. Vsako sezono se isti denar zavrže dvakrat. Prava industrija potrebuje več kot en zagonski podjetje. Potrebne so tovarne, ki lahko sprejmejo milijone ton biomase in jo pretvorijo v enotne, prodajljive izdelke. To je tisto, kar Karibi in Latinska Amerika gradijo, medtem ko Amerika še vedno prevaža. Naslednji val žetvene opreme se že gradi drugje.
Podjetje Seaweed Generation iz Združenega kraljestva preizkuša s sončno energijo napajenega robotskega žetvenca imenovanega Algaray, ki pobira zaplate sargasa, še preden zgnijejo, ko so še na odprtem morju. Trenutni pilotni projekt deluje v karibskih vodah z denarjem iz britanskih državnih subvencij. Sistem ima na krovu kamere in zvočne senzorje, da delo poteka stran od poti morskih žev in območij, kjer v plavajočih zaplatah odraščajo mlade ribe. Partnersko podjetje Seafields je prejelo subvencijo Innovate UK v višini približno $315,000 za preizkus drugačne ideje. Namenoma gojijo s sargasom v nadzorovanih območjih sredi Atlantika. Cilj je preiti na farme za ulov in gojenje. Nemčija se prav tako vključuje v to dejavnost in spreminja sargasum v etanol za dolgotrajne plastike. Vsako od teh podjetij vodijo evropske skupine, ki kot izhodišče uporabljajo raziskave ameriških univerz. Na komercialni strani ni nobenega ameriškega operaterja. Vsaka od teh tovarn predstavlja pogodbo, za katero ameriški proizvajalci ne morejo oddati ponudbe. To so odnosi, iz katerih bi bila ameriška rafinerija, če bi sploh obstajala v takšnem obsegu, izključena. Z vsakim trenutkom se ta struktura še bolj utrjuje. In nekateri so s tem zadovoljni. Vsako leto Florida, Teksas, Louisiana in druge države ob Mehiškem zalivu objavijo pogodbe za čiščenje, ki jih dobijo podjetja za odvoz odpadkov in podjetja za čiščenje plaž, plačana po toni. Več kot je morskih alg, več lahko zaračunajo. BB Tracker LLC je glavni izvajalec v Miami-Dade, vendar enak model deluje tudi v Browardu za Fort Lauderdale, v okrožju Palm Beach in po celotnih Florida Keys. Vsako okrožje določi pogoje razpisa. Pogodbe pa plačujejo po dogodku ali po toni in se obnavljajo v letnih proračunskih ciklih. Pogodbeniki so okoli tega dela zgradili cele vozne parke s tovornjaki, nakladalniki in dogovori o odlaganju z upravljavci odlagališč. Ko je ta sistem vzpostavljen, ga je težko spremeniti. Vsaka sprememba, ki premakne sargasum stran od obstoječih pogodb o odstranjevanju, takoj trči z že opravljenimi naložbami v tovornjake, ekipe in delovne tokove na odlagališčih. Odpor se redko pojavlja v javnih lobističnih kampanjah. Pojavi se v pogovorih med okrožnimi uradniki in državnim predstavniki, kjer se ista skrb ponavlja v različnih oblikah. Za izgradnjo novega sistema bi bilo potrebno nekaj časa. Plaže je treba čistiti tudi v času prehoda. Nekdo mora še vedno priti naslednje jutro, ko prispe morske alge. Postopek javnega razpisa pripoveduje isto zgodbo. Leta 2025 je Miami-Dade objavil nov razpis za čiščenje sargasa. 5 podjetij je poslalo ponudbe, vendar je 2 izmed njih izločil pravni urad okrožja. Eno podjetje ni predložilo ustreznih cenovnih podatkov. Drugo podjetje je svojo ponudbo poslalo po elektronski pošti namesto prek uradnega portala. Tako so ostale 3 veljavne ponudbe. BB Tracker je dobil pogodbo, čeprav ni bil najcenejši ponudnik, saj je okrožje kot razlog navedlo izkušnje in opremo. Ta podatek vam pove, zakaj v resnici gre pri tej pogodbi. V bistvu ne gre za problem teže, ampak zgolj za prevoz. Celotna struktura je zgrajena okoli poti tovornjakov do odlagališča. Beach Tracker je na Floridi že več kot 40 let in deluje v okrožjih Monroe, Miami-Dade, Broward in Palm Beach. Njihova glavna naloga, preden je sargazom postal problem, je bilo presejanje peska in spremljanje gnezdišč želv, skupaj z nekaj obnove sipin. Isto opremo, ki so jo v 2000-ih uporabljali za splošno odstranjevanje smeti, zdaj uporabljajo ves čas za odstranjevanje morskih alg. Posel se je spremenil, ko se je cvetenje povečalo. Od leta 2026 je to ena najbolj stabilnih pogodb na obali Floride. Državni predlogi naletijo na drugo oviro poleg lokalne. 3 zvezne agencije sodelujejo pri vsakem komercialnem pobiranju. Nobena od njih nima mandata, da bi se usklajevala z drugimi pri vzpostavljanju industrije. NOAA prek Nacionalne službe za morsko ribištvo uvršča sargazum med bistvena ribja habitata. To sproži posvetovanja za vsako delo, ki vpliva na ta habitat. Iste preproge so označene kot ključno življenjsko okolje za glavate karete, kar doda še plast pregleda za preprečevanje posega v to vrsto. Inženirski korpus ameriške vojske zahteva dovoljenja za vsako delo v vodi ali za vsak izpust. Komercialno plovilo za pobiranje v zveznih vodah potrebuje oboje. Agencija za varstvo okolja, EPA, pokriva področje odstranjevanja, saj mora vsak tekoči izpust iz predelovalnega obrata skozi njen pregled. Nacionalno morsko svetišče Florida Keys, ki ga vodi Urad za nacionalna morska svetišča pri NOAA, zahteva še eno dovoljenje za vsako delo znotraj svojih meja. Njihova dovoljenja niso veljavna, dokler prosilec ne pridobi vseh drugih zveznih, državnih in lokalnih odobritev. Ta ena poved je tista, kjer ameriški načrti za pobiranje sargasa propadajo.
Vsaka agencija ima zato utemeljeno pristojnost. Nobena ne more potrditi v imenu drugih. Potencialni upravljavec mora vložiti vlogo pri NOAA, nato pri inženirskem korpusu vojske, nato pri EPA, nato pri Floridskem oddelku za varstvo okolja, nato pri Južno-Floridskem vodnem upravnem okrožju in nato še pri lokalnem uradu za morsko svetišče. Več graditeljev je to poskusilo v začetku 2010 let in naletelo na odpor. Njihovi časovni roki so presegli 3 leta. Pravni stroški pa so narasli v visoke 6-mestne številke, še preden je katerikoli od njih sploh splavil čoln. Trg se seveda ni ustavil. Preselil se je na Kitajsko in v Evropo. Nad vsem tem pa stoji ena sama ovira. Večina sargasa, ki doseže Florido, ni v vodah zvezne države, ko bi ga bilo najlažje ujeti. Plava v zvezni, izključni ekonomski coni pasu oceanov, ki sega od 3 do 230 mil od obale, kjer zakon Outer Continental Shelflands Act daje zvezni vladi prednostne pravice. Florida lahko čisti svoje plaže. Sama ne more dovoliti komercialnega ulova v vodah, kjer bi bil ulov dejansko donosen. Pobiranje zaplat na odprtem morju je edini model, ki se lahko razširi. Ko sargazum doseže obalo, začne gniti, v nekaj urah izgubi dragocene spojine in pobere pesek ter smeti, ki ovirajo nadaljnjo predelavo. Biomaso je treba ujeti v odprti vodi, dokler je še živa, in jo prepeljati v obrat, preden se razgradi. Zato je potrebno zvezno dovoljenje, ki pa ne obstaja. Zakonodajalci zveznih držav na Floridi, v Teksasu in Louisiani so raziskovali rešitev, kjer bi lahko vzpostavili večdržavno ureditev znotraj 3-milske meje zvezne države in izpodbijali zvezni zahtevek na sodišču. Predlogi zakonov za pojasnitev zveznih pravil glede sargasa so bili večkrat pripravljeni strani kongresnega osebja. Nikoli niso prišli do glasovanja. Ne zaradi usklajene kampanje proti njim, ampak preprosto zato, ker nikogar ni zanimalo. Sargas nima pravega lobija v Washingtonu. Ga pa imajo čistilni izvajalci. Tukaj postane celotna zgodba absurdna. Nabiranje sargasa v zveznih vodah je že prepovedana in to že od leta 2003. Tistega leta je Južnoatlantski svet za upravljanje ribolova sprejel načrt upravljanja, ki zajema zvezne vode južno od meje med Severno in Južno Karolino. Prav skozi ta del poteka vsak cvet sargasa, ki pride na Florido in v Mehiški zaliv. Pravilo je bilo namenjeno zaščiti gojišč mahi-mahi in habitatov morskih žev ter obravnava sargas kot regulirano ribjo populacijo. Konkretne omejitve, če jih vzamemo skupaj, zvenijo skoraj kot šala. Zvezna omejitev letnega ulova sargasa iz vseh voda ameriškega Južnega Atlantika znaša 2268 kg mokre mase za celotno regijo na leto. Ta omejitev je bila določena leta 2003. Veliki atlantski pas sargasa takrat še ni obstajal. Zakon, ki ščiti morske alge, je bil napisan za zaščito ekosistema, ki ga cvetenje še ni nadomestilo. Cvetenje vsako leto odloži več kot 38 milijonov ton v iste vode. Pravna omejitev dovoljuje odstranitev le majhnega dela tega, kar dejansko vsako leto naplavi na obalo. Tako majhen je, da se komaj zazna v primerjavi s skupno količino, ki prihaja, in nato postanejo omejitve še strožje. Pobiranje je dovoljeno le od novembra do junija, da bi zaščitili morske želve. Na vsaki ladji mora biti uradni opazovalec. Pobiranje ni dovoljeno v 100 mil od obale. Mreže so omejene na 4 palce raztegljive mreže na okvirju, ki ni večji od 4x6 čevljev. Na vse to pa veljajo še pravila Floride. Prebivalci države lahko pod rekreacijskim ribolovnim dovoljenjem prenesejo do 100 funtov sargasa iz kanalov ali obalnih državnih voda. Za karkoli več od tega je potrebno komercialno dovoljenje za morske proizvode. Državni oddelek za varstvo okolja dodaja še eno plast, saj zahteva dovoljenje za nadzor gradnje ob obali za vsako čiščenje, ki uporablja težko opremo. Ročno orodje je izvzeto, traktorji pa ne. Tako lahko prebivalec Floride pobira sargas z obale z rokami. Zagonsko podjetje, ki poskuša razširiti to delo, naleti na 3 ovire zapored. Zvezno prepoved, državni pregled dovoljen in dovoljenje za plažo, še preden sploh kupijo čoln. Zvezna vlada je prepovedala žetev. 20 let preden je cvetenje sploh postalo kriza in država ne more razveljaviti zvezne prepovedi. Podjetje za čiščenje je edina zakonita pot za morske alge. Cvetenje, ki je ušlo iz Sargaškega morja, ga zdaj spreminja.
Ko se je proizvodnja sargasa v tropskem Atlantiku povečala, sta se kemija in struktura samega vrtinca začeli spreminjati. Mlade morske želve, ki svoja zgodnja leta preživijo med morskimi algami, se zdaj srečujejo z ekosistemom, ki ni podoben tistemu, v katerem se je razvila njihova vrsta. Ribje vrste, ki jih ne najdemo nikjer drugje na Zemlji in živijo izključno znotraj tega vrtečega se vrtinca, se prilagajajo razmeram, ki nimajo zgodovinskega precedensa. Prav razcvet, ki ga je ustvarilo, zdaj preoblikuje morje brez obale. Vrtinec, ki ga je opisal Kolumb, se ne obnaša več tako, kot se je, ko ga je srečal on. In odziv države, ki jo je najbolj prizadelo tisto, kar je ušlo iz tega vrtinca, je traktor in odlagališče. Obstajajo trije načini, kako se to lahko konča. Prva možnost je, da se nič ne spremeni. Cvetenje se še naprej širi, stroški čiščenja naraščajo, tuje dobavne verige se utrdijo, dokler se priložnost za ameriško industrijo ne zapre zavedno. To je pot nedelovanja. In od leta 2026 je to trenutna pot. Druga možnost je samostojno ukrepanje zveznih držav. Florida, Teksas in Louisiana imajo dovolj težav in obale, da lahko ukrepajo sami. Lahko bi vzpostavili večdržavno ureditev znotraj 3-milske meje državnih voda in sprožili sodni spor proti zveznim zahtevam. Pot je težka, a ni zaprta. Zagon je resničen, vendar počasnejši, kot se premika svetovni trg. Tretja možnost je en zvezni zakon. Več osnutkov zakonov že obstaja v kongresnih pisarnah in vsi se vrtijo okoli iste osnovne strukture. Eden bi določil glavno zvezno agencijo, odgovorno za upravljanje s sargasom. Drugi bi ustvaril jasen pravni okvir za komercialno žetev, namesto da bi ves sargas obravnavali privzeto kot odpadek. Tretji bi določil standarde za pridobivanje na morju, da bi podjetja natančno vedela, kaj je dovoljeno. Okvir neposredno črpa iz sistemov, ki jih Združene države že uporabljajo za vetrno energijo na morju in koncesije za izkoriščanje rudnin. Gospodarski argumenti so bili že večkrat predstavljeni s strani univerzitetnih raziskovalcev, ki nimajo finančnega interesa pri izidu. Vse, kar manjka, je odobritev. Glasovanje bo prišlo, ko bo naslednji rekordni razcvet pristal v nacionalnih novicah. Podatki za leto 2026 že kažejo to smer. Fotografije zasutih floridskih plaž bodo dosegle takšno razsežnost, da bodo sesule turistične številke. Stroški čiščenja v eni okrožju bodo narasli do sramotnega zneska. Okno se bo odprlo in ta trenutek se približuje. Zgodba o sargasu ni prvi primer, ko se je ta vzorec odigral. Enaka igra se je odvijala pri vsakem velikem ameriškem boju za vire v zadnjih 30 letih. Običajno se konča na enak način. Združene države so vodile raziskave na področju sončne fotovoltaike skozi 90. leta. Bell Labs je izdelal prvo uporabno silicijevo sončno celico. Nacionalni laboratorij za obnovljivo energijo v Koloradu je postavil standarde učinkovitosti, ki jih še danes uporablja ves svet. Nato je Kitajska zgradila tovarne. Od leta 2026 kitajski proizvajalci nadzorujejo več kot 80% svetovne proizvodnje sončnih panelov. Ameriške sončne elektrarne v velikem obsegu pa delujejo na uvoženih panelih. Kemija litij-ionskih baterij je nastala v ameriških in japonskih laboratorijih v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, pri čemer so temeljno delo opravili na univerzi v Teksasu, Stanfordu in Oxfordu. Sony je leta 1991 na trg prinesel prvo komercialno baterijo. Ameriška potrošniška elektronika pa je poganjala zgodnje povpraševanje. Danes Kitajska proizvede približno 75% vseh litij-ionskih baterij na svetu. Ameriški proizvajalci električnih avtomobilov pa tekmujejo, da bi zgradili domače tovarne, ki bi jih morali začeti graditi že pred 20 leti. Vzorec se nenehno ponavlja. Ameriški laboratoriji opravijo znanstveno delo in pokažejo vrednost. Ameriške agencije pa se trudijo uskladiti, kako bi s tem sploh kaj zgradile. Medtem pa države z enotno odločevalsko strukturo napredujejo hitreje. En načrt se uresniči v enotnem sklopu tovarn in dobavni verigi. Ko Washington prepozna priložnost, je infrastruktura že zgrajena drugje. ZDA pa ostanejo z raziskavami, ne pa z industrijo. Toda sargazum je drugačen. Sončne celice potrebujejo silicijeve rezine, tovarniški prostor in usposobljeno delovno silo za konkurenco. Litijeve baterije potrebujejo rudnike kobalta in rafinerije niklja. Denar premika vire, toda atlantsko cvetenje se premika sam. Pristane na floridskem pesku, ne glede na voljo Washingtona. Brezplačna biomasa se sama pripelje naravnost na plažo. To verjetno naredi s sargasom najlažji boj med vsemi temi. Najtežji del vsakega drugega boja za vire je bil pripeljati surovino do ameriških obal. Pri sargasumu surovina to delo že opravlja sama.
Amerika si sama prepove, da bi ga pobirala. Farmacevtski alginati se uporabljajo v oblogah za rane, kapsulah za zdravila, zobnih odtisih in kirurških orodjih. Dobavna veriga pa skoraj v celoti poteka prek kitajskih tovarn. Ta ureditev je že sprožila preglede obrambnih nabav med pandemijo. Domača veriga biorafinerij za Sargassom vzdolž Floride in ameriške obale Mehiškega zaliva te odvisnosti ne bi popolnoma odpravila. Vsaj vzpostavila bi vzporedno industrijo, ki je država trenutno nima. Srednje velika biorafinerija, zasnovana za 100.000 ton mokrega sargasa na leto, bi predelala približno toliko, kot ga zdaj skupaj odlagata Miami-Dade in Broward. Začetni stroški znašajo nekje med 80 in 120 milijonov dolarjev, kar pokriva obrat, čolne in ekstrakcijsko linijo. Prihodki od prodaje nato izhajajo iz mešanice izdelkov s skupnimi prihodki od 40 do 70 milijonov dolarjev na leto po predvidenih cenah za leto 2026. Povračilo v manj kot 5 letih je izvedljivo. Denar je pripravljen, kupci čakajo. Biomasa se vsako leto pojavi zaradi oceanskih tokov. Manjka samo še ena stvar, in to je kos papirja. Zakon, ki določa vodilno agencijo. Zakon, ki določa rok za izdajo dovoljenja. Zakon, ki določa, kako podjetje odda ponudbo. Ta zakon bo sčasoma napisan. Edino odprto vprašanje je, ali bo sprejet, preden bodo svetovne dobavne verige Ameriko spet izključile. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč in če želite videti več takšnih videov, prosim, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. To res nekaj pomeni. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v oddaji MapPack.